Lepo pozdravljeni, moje ime je Maja in sem strašno vesela, da smo se zbrali v tem pravzaprav čudovitem ambientu. Mislim, da je to moj prvi literarni večer po letu pa pol v živo, tako da je to priložnost za praznovanje. A je tvoj tudi? Ne vem, tako zares v živo. Je, ne? Mikrofon. Ja. Adela. Ja. Kako je? Ja, je. Skratka, Jedrt je že bila predstavljena. Jedrt je do zdaj napisala 2 zbirki kratke proze, Težko metalce, Bojne barve in potem roman Vija vaja ven. In skratka, danes smo tukaj, da predstavimo tvoj novi roman Na pol morilke. Pred dobrim mesecem je izšel, ponavadi avtorji komaj čakajo, ko roman izide, da ga predstavijo. Ti si mogla malo počakati. Kakšni občutki so to? Ne vem, a je to neko stopnjevanje napetosti? A to, da čakaš ali to, da komaj čakaš? To, da moraš počakati, ja, preden. Ja, meni se strašno fajn zdi, da je to lahko v živo, ne? Tako. Kot prva, ker sem mislila, dejansko ni bilo še čisto jasno, Maja, a bo vse po Zoomih, kar mi ne gre dobro, ali bo v živo, kar mi gre še slabše, ampak se veselim druženo. No, to, jaz sem prepričana, da bo to dobra družba. Mi dve z Jedrt se v bistvu že kar nekaj časa poznava. Tako da si bova prizadevali, da bo ta večer čim bolj sproščen, v čim bolj sproščenem vzdušju, kar pomeni, da lahko tudi v kjeremkoli trenutku vi malo pomahate, pa naju malo ustavite, pa kaj vprašate, bova to z veseljem. Tako. Ena roka je že tam. Ne, to Nora Verde maha iz navade. Ja. Tako da ste absolutno dobrodošli kljub tej neki minimalni razdalji. Samo da poznate osnovna pravila večera in to je tudi edino pravilo pravzaprav. Potem kar začnemo, če si ti se počutiš v formi, si zdaj trenirala 1 mesec. Bolj kot kdajkoli se bom. Na pol morilke. Jaz rada začnem take dogodke z mislijo tudi na tiste, ki roman morda še niso prebrali, tako da ga morava vendarle vsaj okvirno predstaviti. Dogaja se, če sem faktografska, med leti 1920 in 1940, skratka med vojnama, obema vojnama. Ker letnice so bile tudi tako malo pač naknadno tudi popravljene, tako da med vojnama je to. Dogaja se med obema vojnama in sicer v Trstu, v Istri in v Mariboru. To so neke naše osnovne koordinate. In dogaja se 3 glavnim junakinjam. Kako so povezane? Kdo so te junakinje? Jaz sem želela napisati roman o 3 ženskah v skupnem gospodinjstvu, ki so pač ženske 3 generacije iste družine. Se pravi, Nona je ta matriarhatinja, ker je vdova in to lahko povem, da maltretira hčerko. Hčerka je pripovedovalka, se pravi, Marina je v bistvu ta glavni lik je pravzaprav srednja generacija, potem je pa še njena hčerka Zorka, s katero se nekako vse skupaj konča. Ok. Kakšne so njihove vloge, deloma si jih že opredelila, deloma jih bova še skozi pogovor. Marina je pripovedovalka, skratka skozi njen pogled spremljamo to pripoved. Kakšna oseba je Marina? Je Marina nekdo, ki bi ga imela za prijateljico? Marina je tudi generacijsko mogoče nama je najbližje, ne? Marina je približno nekje med mano in tabo. Skratka, ja, je Marina nekdo, s komer bi se z veseljem usedla na kavo? V bistvu ne. Marina je tako, če pogledamo objektivno, je žrtev zlorabe, ne? Nonine zlorabe, materine zlorabe. Ves čas beži. Zbrala sem jo za pripovedovalko predvsem zaradi tega, ker je pač najbolj... Hotela sem napisati, tako bom začela, hotela sem napisati roman o begunkah od zunaj, pogled od zunaj. In
Marina je ta oseba v romanu, ki ves čas beži, ki je prisiljena v to, da pobegne, ne, recimo tudi iz Trsta pred fašizmom. Zdaj, mogoče lahko dodam še to, da sem želela ne samo napisati roman o begunkah, ampak roman o begunkah, ki so bile zelo lepo sprejete, ne, pravzaprav. To, ko danes dostikrat slišimo, ja, če so vam pa begunci tako pri srcu, si jih pa vzemite domov, takrat so si jih ljudje v Mariboru odpeljali domov. Ne. To so bile slovenske begunke iz Trsta v pač Jugoslavijo in Marina je nekako ustrezala temu, kar sem hotela povedati, sem najlažje povedala skozi njo, ker Nona, ne, njena mama, je, kako bi rekla, zaprt človek, pač z njo ne bi si mogla kot pripovedovalko nič pomagati, lahko bi imela, pač itak je pripovedovalec je v bistvu vsevedni, ne, ampak je ves čas skozi Marinine oči in to je bilo nekako priročno. Marina je pasiven lik, zelo pasiven in edina preobrazba, ki jo doživi, se zgodi zelo proti koncu knjige, pa še to skozi druge, ne. Marina je nek, ja, zelo trpen lik, ne. Je žrtev, čeprav se ne počuti tako, ni še ozavestila, da je žrtev zlorabe, ampak je, ne. Ok. Še ena stvar se mi je v zvezi z njo zdela posebej zanimiva ali pa s tem, kako si jo ti predstavlja. In sicer Marina je hkrati nekdo, ki pravzaprav tudi nima prijateljc, ne. Marina je nekdo, ki ima bolj ali manj samo družino. Edina oseba, ki pa nastopa v vlogi njej neke bližnje, vendarle neke zaupnice, je pa Darja. Darjo je ona spoznala, ko sta v Trstu skupaj delali kot medicinski sestri. In Darja se mi zdi njen totalen kontrast, njen antipod ali pa celo njen alter ego. Skozi to, kakšna je Darja. Darja je na nek način zelo frivolna, ne? Poroči se z enim starčkom, bogatim, ker čaka, da mu bo čim prej vsaj odpovedalo srce in bo po njem podedovala premoženje, ne? Kar ji ne gre čist po načrtu. Ampak kako si pravzaprav zamislila njun odnos, skratka odnos med Marino in Darjo in kaj zares ta odnos pove o vsaki od njiju? Ja, Darja je dejansko Marinina edina bližnja oseba, ki ni v sorodu z njo, ne. In ta Darja je že od samega začetka zelo pač pragmatična, ne. Marina trpi, Marina se ves čas sprašuje o tem, kdo je, kaj bi morala biti, od kje prihaja, kam gre in vse to. Medtem ko Darja pač stvari jemlje take, kot so in Marino nekako posvoji, ne. Ona si ni zdaj, da bi Marina pristala na to prijateljstvo, ampak je potisnjena van, ne. Pač Darja je človek, ki pride, si vzame in gre, ne. Tako sem si nekako zamislila, tudi ne nastopa veliko pravzaprav, ne, v romanu, njena vloga je zelo obstranska, ampak vseeno, kadar nastopa, pokrene stvari, ne. Pač tako nekako ženska, akcijska ženska, kar Marina absolutno ni, ne, tako da rabi druge like, da jo premaknejo. Skratka, Darja si vzame in gre, Marina je pravzaprav vedno vzeta na nek način. Ja, razen v kozji štali, ko si ona vzame tisto, kar recimo ji takrat zadiši ali kaj. Ne, pač hotela sem reči, da Marina ni človek, ki bi sama premikala zadeve, ne. Zato sem pač čistko, če gledam tehnično kot pisateljica, ne, sem rabila nekoga, da jo pomakne vsakič malo naprej. Ona pa potem se pa že nekako znajde, potem ko je potisnjena v situacijo, ne. Saj si v bistvu si že povedala to, ne. Ne, v redu, super. Saj se bova do kozje štale, se bova še tam ustavile, ne. Ampak še pred tem, če ostaneva malo še pri tej mogoče intimnejši družinski zgodbi in odnosih znotraj tega romana, je pravzaprav neko osnovno gibalo ali pa ne gibalo te zgodbe ta kompleksen odnos med Nono, med materjo, med Marijo, skratka, in Marino, ki je
nasilen, skratka, ta odnos je nasilen. Kaj je dinamika, ki ga poganja? To ni, namreč zdi se mi v nekih smislih to tudi zelo sodobna dinamika. Ne? To ni nekaj, kar... A se ti ne zdi, da so lahko odnosi med materjo in hčerjo ali pa med roditelji in otroci pravzaprav pač ne nujno na ta način nasilni, ampak na... Jaz mislim, da predvsem v tistem času, nona, se pravi ta Marija, Zanut, verjetno, če bi lahko zbirala tako, kot se da danes, ne bi imela otrok, pač ona je, ne bi rekla, da je zla, čeprav Marino pretepa, je pa nekako, jaz sem to tako videla ženska svojega časa, v tem smislu, da je bila pač prisiljena v to, da ima neko, seveda, da se poroči, da ima otroke in da pač, če že ima otroke, jih bo trdo vzgojila, ker tako je to treba, ker se ženske morajo čim prej navaditi, v njenih očeh, da življenje ni potica, in da nona to vidi kot uslugo, Ona bi rada svojo hčer navadila na svet, ki je grd v osnovi, čeprav je zelo verna, pač mogoče to še zapovedati, ta osnova zgodbe je, da je nona zelo katoliško verna, zelo fanatična, kljub temu pač, da tepe hčero in ne tepe je glih mal, pač Orank jo pretepa, ampak ni zlobna, ne dela tega iz hudobije, ampak dela to iz nekega občutka, da tako pač mora to biti, da to je zacementirano, da tako se to dela in takrat, jaz mislim, upam, da takrat, je bilo to tudi malo značilno za ta čas. Jaz mislim, da danes pač težko najdemo mamo, ki bi tako ravnala s potomko. Se nisem imela nujno v mislih fizičnega tepeža, ampak v bistvu je to en zaciklen odnos, ki ne morata nikoli iti zares narazen, ne objektivne, ne subjektivne okoliščine, pravzaprav niso nikoli take, da bi se oni dve lahko razšli, hkrati pa ne morata biti skupaj. To se mi zdi zelo tipično. Pač zelo nekompatibilen karakter, pač dejansko ne gresta skupaj, ampak bosta zmer skupaj, ker se rabita, in ta odnos med Nono in Marino je v bistvu zelo odločilen tudi za vse te akcije v knjigi, ki se pa vendarle te premike, ki se vendarle zgodijo, ko one pobegnejo pred fašizmom, ko postanejo begunke, je Nona tista, ki pač reče karabinjerom, da kaj zdaj, da naj se grejo soliti, in da bojo šle, če je tako, se ona odloči, da grejo. In potem, ko pridejo v Istro, v Bubane, je Nona tista, ki ve, kdaj je treba iti in kako je treba pač naprej. Ker Marina v resnici, čeprav je pač seveda žrtev, tudi v mojih očeh ni sposobna teh premikov. Mogoče zato sem rabila Nono, da je taka gajstna in taka Orank, ko bi rekla, trdoživa in grozna do nje, da jo zbrca. Medtem ko recimo že ta preskok med generacijami, vnukinja njena sta pa v redu, z Nono. Se bova ustavila tudi pri vnukinji. Večkrat si že omenila, pa je mogoče vseeno čas, da razširiva fokus še malo bolj družbeno, ali pa zgodovinsko. Na nek način Marina odrašča oziroma se razvija, to bi mogel biti pravzaprav njen prime time, kot bi človek rekel. V Trstu, ki je bil takrat vendarle pred fašizmom metropola in tudi konkretno za ženske pravzaprav prostor, kjer so se lahko razvijali tako profesionalno, kulturno. Hkrati, skratka, one so pač zdaj, preden grejo v Istro, so v Trstu. In sprašujem se namreč, imamo pač te tri junakinje, ključne ženske, potem pa nastopijo vendarle tudi neki moški.
v tem romanu, ki je verjetno vendar ženski roman, karkoli že vse to pomeni. Ne. Prime time govorim zato, ker je vsaj to tudi Marina v nekem smislu vidi kot prime time. Ona se zaljubi, se poroči, zanosi se poroči. Ne. To ni nepomembno in to je za njo ob tem, da ima službo in v njej napreduje, pravzaprav predvsem odrešitev od doma. Takoj, od none, takoj, ko je možno gre. Ampak komu gre? A ja, zdaj ta njen soprog Anton, ne, jaz sem ga videla ves čas kot nekega odsotnega moškega, ne. Poleg tega v bistvu je nek mal konkretnejši namik v romanu, da bi lahko on, pač to je šele na koncu Darja, ta prijateljica, ne, zelo nazorno predoči, da ima rajši kolega kot njo, ne. Nisem se pa preveč ukvarjala s tem, a je zdaj Anton šel s kolegom zaradi kolega ali je pač samo zapustil družino, ne. Skratka, Anton je, mogoče sam, da to razloživa, nek ta kontekst, Anton je, skratka, njen soprog in v enem trenutku se zgodi nekaj odločilnega, da ona njega spozna v čisto drugačni luči. Kaj se zgodi? Zgodi se požig Narodnega doma. Ja. On je zelo politično aktiven in par namigov je, izkaže se, da bo Anton pravzaprav mogel ali pa hotel oditi. On se mora iz Trsta umakniti, umakneš ga v Francijo, kjer bo delal in odkoder bo ženi in hčeri pošiljal denar. Ja, nisem hotela ga umakniti, tako da ne bi bil več navzočen. On ves čas v bistvu podpira Marino. Marina je lahko relativno samostojna, kakor je pač lahko begunec samostojen, ne zaradi njegovih prihodkov, zaradi tega, ker ji ves čas pomaga nadaljavo materialno, ne. Ni pa nikoli navzoč in tudi ko njegova hčerka odrašča, pač ga ni, ne. Tudi ko se vrne, potem ko imata ta epilog v Mariboru, je odsoten v tem smislu, da mu ni do tega, da bi videl ta-malo, ne, kot prvo, kar je že mogoče samo po sebi pač sporočilno. Kot drugo pa še vedno on je tisti, ki da denar za hišo, ne, on je tisti, ki ji pomaga, čeprav je ne more ljubiti na nek način. Potem pa so v tej moški domeni na nek način nastopajo sami, ne vem, mislim šibki moški, na nek način vendarle, skratka, doktor, ki jo osvaja, ampak bi jo imel samo za ljubico, ne bi se zares poročil z njo. Se ti zdi šibek? Šibko vlogo ima, ne? Sam jo pa do dobro izkoristi. Nastopa ta že prej omenjena, skratka, epizoda v Kozji štali, ne? Njen, mislim, da je to svak, ne? Ki se tudi ves čas slini okrog nje. In čeprav ga ona vendarle zavrne, jo še kar gleda s temi žalostnimi učki. A si načrtno pravzaprav dala tukaj v nekem romanu, v katerem je tako vendarle prisotno neka vojna, neko zgodovinsko to ozadje, fašizem, ki je tradicionalno stvar v domeni moških. Ne? A si moškim načrtno vendarle naklonila neko stransko vlogo? Da. Ne, veš kaj, jaz sem v bistvu, ja, to sigurno namenoma želela sem pač napisati roman o 3 generacijah žensk, ne, in žensk begunk, ki so ostale same. In sem v bistvu naletela na to, da je težko zbrskati dejanske zgodovinske informacije o vsakdanjem življenju žensk med vojnama. Vsi so pisali, ne, o prvi svetovni, o soški fronti, o fašizmu, o tem, da ni bilo, naprimer, da ni bilo mogoče epitafov na nagrobnike slovenskih napisati, da so si morali imena spremeniti, da so jih odpodili, ne. Celo ta mit, ki se je izkazal žal za mit, no, čeprav je bil to od začetka osrednji del romana,
da so jim dali 24 ur na voljo, ali se preimenujejo v italijanske priimke, da se popolnoma poitalijančijo, ali pač grejo, ne, ali jih deportirajo. Celo to sem našla pač podatke o tem požigu narodnega dela. Vse skratka, je dokumentirano, da ne omenjamo druge svetovne vojne. Ne. Ampak o ženskem vsakdanjem življenju med vojnama nisem našla ničesar. Zato sem si izmislila. Tako da ja, v bistvu namenoma, ja. Odgovor je da. Mogoče pa je to zdaj dobro izhodišče, da nas pelješ v Istro. Skratka, one potem, ko so na nek način izgnane ali pa tudi grejo, zapustijo Trst, grejo v Istro, grejo v Bubane. To je resnična vas. Kje si našla Bubane? Mogoče bi že na začetku povedala, da je pač te 3 geografske postojanke so postojanke moje babice, ki je bila tržaška begunka, ko je bila še zelo majhna. V bistvu je njena mama šla in ne, nona tudi, čeprav ni bila, to niso liki iz knjige, ampak vse, kar vem o svoji babici in o njenem begunstvu, je pač to, da so bile slovenske begunke, ki so imele sorodnike v Bubanih, ne, niso šle v Bubane, ampak so šle iz Trsta v Maribor. Kar je takrat zelo pogosto, bilo zelo veliko, v bistvu je bila v Mariboru cela tržaška manjšina. Ne. Mislim pač, Slovenci iz Trsta so hodili v Maribor, ker so jih ljudje, ja, kot smo rekli, vzeli domov, ne, če vam je pa toliko fajn, pa si jih vzemite domov. Ampak takrat je bilo to nekaj najbolj samoumevnega, po mojem, mislim pač, dejansko je bilo treba poskrbeti, ne, za svoje nekako, kar je bilo dojeto kot svoje. Tako da ti Bubani so pač kraj, kjer je moja babica imela sorodnike in verjetno jih ima še vedno, sam jih ne poznam, nisem bila nikoli tam. Želela sem, da je še ena postojanka, da je pač roman iz 3 delov geografsko. In to se je nekako ponujalo samo po sebi. Rabila sem en odročen kraj in neko pač podeželje. Ok, pelji nas, prosim, na podeželje. Zdaj ta odlom, ki ga bom prebrala, je v resnici razlaga, zakaj je romanu naslov tako kot kakšnemu krimiču na pol morilke. Razlaga, kaj, ne, odkot to izhaja. Neham nakladati. Nihče jim ni povedal, kaj je treba postoriti na domačiji, jasno. V tem so bili še finejši kakor meščani. Niti v sanjah ne bi pokazali na kanglo in naročili Noni ali Marini naj pomolze kozo. Raje bi se v zemljo vdrli, kot da bi katero od njiju poslali nakrmit kokoši in pure. Vedli so se, kot da sta imenitni gosti, s katerima se lahko celo še ponašajo pred sosedi. Kljub temu, da niso imeli veliko stikov s krajevnimi kmetovalci, se je namreč kaj kmalu razvedelo, da pri njih bivajo Tržačanke. Nekega dne je sredi popoldneva, ko se je Marina našla opravilo, kakršnemu je bila kos celo mestna srajca, in je v kuhinji krpala nogavice, na dovoz priletela gruča otrok, očitno od nekod iz Bubanov. Marina zaradi zaprtih oken ni točno slišala, kaj so cvilili pred hišo in čemu so se tako objestno smejali, toda ko jih je stric Renato prišel razhajkat, kot čredo porednih ovac, je videla, da so mu kazali osle in še tekmovali, kdo bo drznejši v izmikanju Renatovim udarcem s trstiko. Razbrala je, da so med žuganjem s kazalci recitirali nekakšno posmehljivo pesmico ali morda zmedljivke. Po njihovem odpiranju ust ni mogla razumeti, kaj točno, a glede na Renatov odziv je bilo močno zafrkljivo. Zvenelo je kot nekakšen cin, cin, cin in Marina se je čudila, zakaj je mladina strica tako hudo jezila, da je z vso močjo zamahoval s trstiko in bil videti zaripel od jeze. Stopila je k vratom, ko pa jih je odprla, je bil na dvorišču že tudi Frank z ostalima 2 Renatovima zetoma, Milanom in Fabijem, ki sta ostarelemu in besnečemu tastu priskočila na pomoč, pokazala mišice in uprla roke v bok okoli nadležnih mladih vaščanov.
Ti so gotovo spoznali, da jim vsem skupaj ne bodo kos in samo najdrznejši je še žugal in zafrkljivo recitiral daleč, da je Marina prepoznala italijanščino, ki je v teh krajih še nikogar ni slišala spregovoriti. Ni bilo jasno, kaj je prišlo prej, ampak zadnje, kar je Fantolinu bruhnilo iz ust, je bil objesten mezzo assassin. Jasno ji ni bilo nič več kot prej, zato je, ko so možje dokončno odpodili razposajeno mladoletno drhal, stopila do prepotenega in srditega Renata z zetoma ob vsaki rami, da ga povpraša, kaj neki je tulila nevzgojena otročat. Ne razumem, kaj so hoteli. Nekaj o morilcih, napol morilci, menda ni bilo namenjeno vam, je spraševala zdaj Renata, zdaj Frenka in Milana, pa Fabija, ki je bil najbolj mrk in molčeč, in spet Renata. Nič, kar bi vas moralo skrbeti, jo je na hitro želel odpraviti Renato. Tedaj je iz lope s kozami stopila blebetava Fanika in rekla: "Sej veš, kako pravijo o Tržačanih v naših koncih. Sami ne vejo zakaj. Tale mularija se je za tarčo vzela napačno familijo. Eno okrog ušes vsakmu pa je. Povedala bom njihovim mamam, je rentačila. Mame pa same naše, medtem ko se ti huligani tako italijansko spakujejo, je še dodala. Frank jo je tedaj naglo poklopil. Kar molči, Fani, prav nič ni treba priznavati veljave takšnim bedakom. Marina v resnici še zmeraj ni imela niti najmanjšega pojma o tem, kaj bi imeli morilci opraviti s Trstom, ampak se je vendarle svitalo, da je zafrkljivo recitiranje najverjetneje letelo nanje, na Zanutove. Saj drugih Tržačanov tukaj pač ni bilo. Vprašujoče je strmela v Faniko in terjala odgovor. Napol morilci? Ne razumem. Fanika je odmahnila z roko in iz pazljivosti pred Frankovo jezo samo rekla: otročarija, kar pozabi. Potem je stopila v kuhinjo in predtem pomenljivo pogledala Marino, ki je čez čas neopazno sledila, saj ni imela kaj početi med deci, ki so se še zmeraj napeto ogledovali navzdol po pobočju, da se ne bi vrnil kateri od mladoletnih uzurpatorjev. Na vsake kvatre je Renato, ki se je nekoliko izmučen opiral na kolena, privzdignil klobuk in pljunil ob stezo. V temačni kuhinji je Marina nemudoma pristopila k Faniki in vprašala: zaradi nas so prišli provocirati, kaj ne da? Fanika je skomignila z rameni. Kaj pa češ, deca pač. Starši jih pa učijo takih bedarij. Trieštin, mezzo ladro, mezzo assassin. Kaj pa oni vejo? Premalokrat so jih fasali, mularija razvajena. Pozabi, res. Tržačan, napol tat, napol morilec. Marsikdo jih v velikem mestu ni imel za prave Tržačanke. Bile so vsiljivke. Tu pa so zdaj izkoreninjene sredi Istre in obravnavajo jih kot napol morilke. Marina sama ni vedela, kako naj upraviči svojo navzočnost pred sorodniki, ki so stopili skupaj in se jo odločili ščititi pred tovrstnimi objestnostmi, a eno je bilo gotovo, tukaj ni bila doma, vsaj ne za prav dolgo. Pa naj se je krog Renatovi še tako boril v njeno dobro. Ne bi se jim bilo treba boriti. Vse to je bilo tako zelo narobe, zgrešeno, svaljeno, škifasto. V roke je prijela kastrolo, da bi v njej raztopila mast, pa je z glasnim rožljanjem padla iz rok. Še za kuharijo ni dobra, še nogavice slabo zakrpa. Še Faniki ne zna odgovoriti, kaj šele, da bi stopila na dovoz in zabentila mladoletnim frajerjem, da bi jim preklela umazane gofle in bi si za vselej zapomnili, naj se ne spravljajo na ljudi, ki so pravkar preživeli hujšo stisko od njih. Kajti za to je šlo, mar ne? Nekaj so preživele, kar je razvajenim smrkavcem ostajalo uganka. Pojma niso imeli, kako je biti na njihovem mestu, zato so jih želeli uničiti, prizadeti. Vsakršna sovražnost se začne z nevednostjo. Odreši nas še ene nevednosti, o naslovu. Napol tat, napol morilec. Skratka, zakaj gre? To ima tudi neko tržaško ozadje. To je sicer razloženo tudi v spremni besedi, ampak zato sem dala naslov, ker takrat je bilo med vojnama, so se v Trst
pač dobesedno usipali priseljenci, ne. In če so ti priseljenci investirali v mesto, ne, če so pač dali kaj za infrastrukturo, pa če so pač dobesedno denar prispevali, so jim bili oproščeni prekrški in zločini. To je pač res, ne, in potem se je pač ta trieštin mezzo ladro, mezzo asasin pač kot nek rek razširil. Zdaj, jaz sem to slišala v mladosti, se spomnim, pa nisem vedela, kaj pomeni, ne, nisem vedela, zakaj. Ampak mi je neka sugestija se mi je zdela za naslov na pol morilke, ne, je tako, mislim, cela knjiga je o tem, kaj vse so one preživele, nič krive, nedolžne, kaj vse so morale poslušati in potem še, ne, kakor nek sarkazem ali kaj v naslovu se mi je zdel. Ker če pa kaj niso, pa niso, ne napolne cele morilke. Še en drug vidik tega, česar si se dotaknila v prebranem odlomku, je, vsaj jaz sem pač to tako brala in ne vem, koliko si pa to naredila načrtno. Mislim, da zelo aktivno odpiraš vprašanje, mislim, razredno vprašanje pravzaprav. Skratka, one pridejo, zelo si prizadevajo, ko grejo iz Trsta v Istro, da ne bi bile najbolj revne, odnesejo s sabo svoje skrinje, svojo posteljnino z inicialkami in pridejo v neko pravzaprav kmečko okolje, ki jih zelo toplo sprejme. Kot se izkaže, jih toplo sprejme tudi zato, ker Antonov denar pomaga celi razširjeni družini preživeti, ne, deloma. Ampak nanašam se na to, da ko pridejo, Marina na svoje sorodnike pravzaprav gleda zviška. Ona kot nekakšna meščanka, čeprav skoraj malo meščanka, se mi zdi v enem trenutku, in oni kot kmetje. Ona sicer nase tudi gleda kot na nekoga, ki ne ve, kako se bo obrnil, če se bo sploh, ne, kako bi lahko pomagal, kaj bi lahko naredil, ampak njene te prve reakcije, ko prispe, so pa, da pa so ji vendarle do te mere tuji, ne, kot da bi bili ne ravno malo umazani, ampak tle sem jaz opazila vseeno njeno neko nelagodje v zvezi z, ne, pa to ni ženska, ki bi se branila dela, ne, in tako naprej. Kako si to zamislila? Ja, jaz sem si zamislila predvsem tako, da pač niso enoplastne, ne, niso begunke, ki bi moledovale zdaj za pač, oziroma seveda moledujejo. Že to sem hotela na začetku reči, ne. Če so jih oni sprejeli lepo, jaz vsekakor mislim, da to ni zaradi denarja, ne. Oni so jih sprejeli, to sem napisala, poskušala napisati v enem delu, ko pravzaprav Nona odloči, da bojo šle k njim in reče, v Istri imamo familijo. In reče Marina, ja kaj zdaj, kako familijo, se ne moramo kar z danes na jutri in priti težiti, ne. In reče Nona, ne, nisi me razumela, v Istri imamo familijo, ne. Pač to se je, sprejeli so jih, ker so familija in ne zaradi tega, ker bi si obetali kaj od tega, ne. Pač tako sem si jaz zamislila, no, lej, vprašala si. Ja, ne. Zato, ker ko pa grejo v Maribor, kar je pa spet Nonina ideja, ne, ona pravzaprav to pokrene, grejo pa k Grudnovim. Ti si bilo pa že tako, ti si bilo pa že pač baje v tistih časih, ne zdaj pač sodeč po nekih zapisih. To je bilo pa že tako, da so se dosti množično preseljevali ti Tržačani in so jih dejansko slovenske družine sprejele v svoj stanovanje, so pač nekako uredili, da so vsi živeli tam, ne, tako. Tisti Grudnovi pa niso bili familija, ne, in se mi zdi, da je tako v romanu razlika kar očitna, ne. Še to sem pozabila odgovoriti, ko si rekla, da se Marina mal kakor... Zmrduje se. Ja, zmrduje, ne, nad kmečkim življem. To sem vsekakor dala not namenoma, ker, ne vem, iz Trsta prideti na neko popolno podeželje, bilo tako, kot če bi danes iz New Yorka prišli, ne vem, pač nekam na nivo, ne, dobesedno. Ni bilo
ni bilo mišljeno kot slabo, ampak kot neka normalna reakcija, ne kot njena vzvišenost, ampak sam tako, s čim razpolagamo, to je to zdaj, tle sem. Kaj pa zdaj, ne? No, sploh ne zveni kot vzvišenost, ne. Skratka, na eno stvar sem pomislila, ko skratka Istro zapuščajo deloma zato, ker nočejo biti družini, ko smo itak že slišali, nek dodaten napor, pa hkrati pač fašizem ostaja, ne, tudi v Istri. Ja, pa tudi, ne, ta familija so malo, se spogledujejo s komunistično gverilo, ne, pa pač tudi ta pomor oljk, ne, ki se je meni zdaj odločilen za to, da grejo, ne, mogoče sem poskušala biti, če sploh kje v romanu, zelo politična tukaj, ne, pri tem, da ne vejo, kdo jim je to. Pač okolica se je spravila na to familijo njihovo, kar je že itak Marini hujšne. Marina težje gleda, da njena hčerka trpi, ali pa da pač ljudje okrog nje neki morajo prenašati zaradi nje, kot da sama že lahko nese breme, ne. Če ga pa drugi pa ni njej spremljivo. Skratka, pristanejo v Mariboru in stvari se nekaj časa zdijo vendarle znotraj pač nekih teh okoliščin kar v redu. Pošlješ jih k Grudnovim, to je pač neka, mislim, da je on zdravnik, ne, je zdravnik. In ko sem prebrala, spraševala sem se namreč, zakaj si jim dala priimek Grudnovi. Samo teorija, pa boš povedala, če je kaj za tem. Predstavljala sem si, da si jih poimenovala Grudnovi zato, ker jih tako vendarle širokogrudno vzamejo k sebi, ne. Pomislila sem, da je Marija, torej najstarejša od žensk, nona Marija, ker je zelo verna, ker hodi toliko v cerkev, ne, v tem smislu katoliško ozadje, da je Marina, ker ves čas išče nek pristan, pa zato, ker ima vendarle to neko tržaško, ne, hoče nositi v sebi, in Zorka, najmlajša vnukinja, hčerka, kot tista, ki napoveduje nek novi dan, ne, novo vstajanje sonca. A sem si preveč napletla? Meni je to strašno, sem ti hvaležna za to. Jaz sem, absolutno namenoma. Absolutno. Okay, dobro. Mogoče, če vseeno probava narediti en povzetek tega, k čemur se ti ves čas v svojih odgovorih vračaš in me malo prehitevaš. Skratka, zanima me, kako si ti, ko si snovala roman, zamislila to razmerje med zgodovinsko zgodbo, med zgodovinskim ozadjem in to intimno zgodbo. Jaz sem namreč brala ta roman, čeprav se dogaja pravzaprav 100 let nazaj, kot izrazito sodoben roman, ne? Kot da so ta občutja, kot da so ti odnosi, kot da je to begunstvo. Mislim, da potem Marjan Rupert v spremni besedi omenja tudi nekakšno notranje begunstvo, ne? Pravzaprav zelo sodobna občutja. Ja, super, hvala. Meni je bilo to v resnici vodilo, da mislim, jaz bi težko trdila, da sem napisala zgodovinski roman, čeprav se dogaja med vojnama, ne. Nisem pisala v tem smislu zgodovinskega romana, čeprav sem imela zgodovinski okvir. Sem hotela potegniti neko vzporednico, ne da bi jo direkt pač poimenovala, ne, z današnjo situacijo pač teh vseh beguncev in v bistvu pozoriti na to, da imamo mi svoje begunce, da niso to neki daljni ljudje iz daljnih dežel, daljnih religij, ne, ampak pač da je to povsod in da dobesedno to, kako danes razmišljamo o beguncih. Meni je, če smem sam nek zelo tak iz popularne kulture mim določiti, ki bi zelo rada, da
da se pozna v romanu, čeprav se dogaja v zgodovini seveda, ampak nekje sem prebrala pač nek ta Facebook post ali kaj, nekaj brezvezanga o tem, da država ravna s svojimi begunci, ki pridejo vanjo, tako kot bi ravnala s svojim ljudstvom, če bi bilo dovoljeno. Ne? In to se mi je zdelo pač neka diskrepanca med tem, kako so včasih ravnali z begunci, če tudi našimi, ne, na nek način, kakor Slovenci, bi pač brez, da, mislim, ne da bi dobesedno rekla, lejte, tako je bilo takrat, so si jih vzeli domov, dobro, ja. Danes pa ne, danes pa vemo, kako je, ne. Se mi zdi, da če poveš intimno zgodbo teh beguncev, če tudi od zunaj, če tudi nisi pač obveščen, jaz ne poznam niti beguncev, nisem bila jaz sama, ampak sem pač ob teh zgodbah leta 2015, pa tako sem ves čas razmišljala, pa imam jaz to pač tudi v družini, ne, take zgodbe, ki niso nujno nesrečne, so pa vselej zgodbe o iskanju in bežanju, ne. Tako da, ne vem, če sem odgovorila na vprašanje, ampak se mi je zdelo, da ni treba dobesedno povedati, da se to lahko zgodi danes, ne? Da je pač že to, če greš v intimo, ki je pač nekaj večnega, ki se ne spreminja toliko skozi stoletja. Če greš v to intimo, je zgodba univerzalna, hočeš, nočeš, pač vsak se lahko poveže z njo, ne? Smem mogoče predlagati na tej točki, da nas odpelješ še malo v en prizor v Maribor. Prizor, ki je v nekem smislu soroden vendarle temu, s katerim smo se srečali tudi v Istri. Ja, moram samo razložiti, da samo za kontekst tega prizora, ko Zorka, ta najmlajša, že hodi v šolo, in enkrat se vrača iz šole, Marina ravno gleda čez okno, kako jo sošolke zmerjajo s ciganko. In pol, ko ta-mala pride nazaj gor, jo vpraša potem in ta-mala jo špara, pač noče povedati o tem, zanika, da bi imela slabe odnose s sošolkami in tako naprej. To sem mogla pač samo za ozadje. Zlo nikdar ne potrka, temveč plane iz zatilnika in te davi, kakor Marino potlačene solze, ko se ozira stran od Zorke in namesto glasnega hlipanja z glavo v kuhinjski omarici požira slano tekočino. Nekatere solze hitro hlapijo, druge so trpko prebavljene in v želodcu dolbejo vrtino, ki se ne neha. Votle ženske smo, pomisli Marina. Ne samo metri, mnoštvo nas je. Vse, ki smo na begu, smo od znotraj izvotljene. V nas je svojo nažrto strugo izdolbel občutek pregnanosti, zavest o tem, da nas nikjer nočejo in da je dobrodošlica razkošje, rezervirano za tiste, ki prinašajo bogate darove, ne pa za nas, ki moledujemo in nimamo blaga, da bi ga lahko zamenjali zanjo. V ušesih ji odvanja ciganka in Marina ve, da nič ni hujšega in bolj grotesknega, kot je zaničevanje na obrazu nevednega otroka. Nekdo ga nariše tja in zatem to trapasto čustvo, ki nima nikakršne podlage v otroški vednosti, začne samo šofirati obraz in telo, dokler ga ne skrotoviči, ne izmaliči v gmoto, ki potlači in pešta vse pred sabo. Otrok tako postane orožje in krvoločen iztrebljevalec hkrati, svojo prikupno podobo pa preslepi vsakršno obrambo. Solze, tako trapaste solze, ki jih Marina golta z glavo globoko v omari, počasi zamenjuje srdita odločenost, da bo Zorki vcepila ljubezen do tistega, česar drugi ne sprejmejo, da jo bo naučila, kako se odbije udarce in razvije trdo kožo. Stopi do nje, da bi ji zasukala brado kviško in jo začela bodriti, toda Zorka, ki je že odložila knjige in se sezula, zdaj preplašeno pogleduje vanjo. Kaj je narobe s tabo, da si takšna, mamica? Bleda si in kar pri miru si in strmiš v prazno. Strah me je, ne vem, kaj se ti je zgodilo. Zorki gre na jok, tudi njej.
Zaprepadeno poveša roke ob telo in gleda Marino, kakor da bo zahlipala zaradi nje, ne zaradi svojih sošolk. Zaskrbljena je in v stiski, ker je zaznala, da je zaskrbljena in v stiski njena mama. Zorka. Marina jo pogleda odločno in ve, da mora biti neomajna, kakor zacementirana lestev. Sicer ne bo mogla nikakor pomagati. Če se lestev zdaj le prevrne, bosta padli obe. Pridi sem, pomigne Zorki do Zofe, kamor ji mala preplašeno sledi. V dlan zajame njeno roko in tuhta, kako bi začela, da je ne bi strlo sredi stavka. Ko smo ti, jaz in Nona zaradi hudobcev morale bežati iz Trsta, si bila še premajhna. Zdaj si dovolj zrela, da hudobijo prepoznaš. Ja? Zorka še zmeraj zbegano gleda in ugiba, česa še ne ve. Komar. Veš, nekaj je o hudobiji, česa sem se sama naučila skozi leta. Zdaj ti to lahko povem. Marina še zmeraj ne ve, kako bo zavila, da ne bo traparila v 3 dni. Ne glede na to, ali te zbadajo hudobne sošolke, pomemljivo pogleda ta malo, ki izmika pogled, ali pa ti na vrata surovo tolčejo črnosrajčniki. Mala jo zdaj z zanimanjem spet pogleda v oči. Hudobija nikoli ni pametna, razumeš? Ne more biti. Zorka, ki ne more povsem prikimati, čeprav se ji dozdeva, da bi morala kapirati, gleda v tla. Hudobija, draga hči, ne premore modrosti. Preprosto v svojem bistvu ni pametna, kot si ti. Zdaj Marinin glas že zveni nekoliko nestrpno, ker sama ne ve, kako bi v Zorki vzbudila tisti značilni vzpon nad zlo, prezir do hudobcev, ki ga pri njenih letih sama nikakor ni bila zmožna, ve pa, da je edini osvobajajoč. Zorka je še zmeraj videti, kot da se je boji, kot da vsega tega noče poslušati. Se opravičujem. Kot da jo je strah za mamico, ki je čudna, ki si ni podobna. Zorka, kakšne šolske ocene imajo te trape, ki so te pred hišo obsovale? Zorka se ne odzove na zmerljivko, namenjeno njenim vrstnicam, in tokrat premišljuje. Ocene? Bolj slabe, reče. Ene imajo celo inštrukcije. In kakšne ocene imaš ti? Vse odlične. Marina se nehote nasmehne od ponosa, ker ve, da je res. Ne skrbi je več, da se Zorka ne bi znašla. Rada bi edino vcepila v kakršnokoli obrambo pred stiskami za voljo nesprejetosti. Pa če tudi bi ta obramba pomenila prezir. A vidiš, ko bodo te avše potrebovale inštrukcije, bodo poklicale tebe. In takrat jim bo postalo jasno, da nisi kar kdorkoli. Derejo se za tabo ciganka, ker nimajo pojma, kdo si. Zanutova si, naša si. In do zdaj si preživela toliko hudega, kot one morda nikoli ne bodo. In kmalu lahko nanese, da brez tebe ne bodo izdelale letnika. Me slišiš? Ja, Zorka se vseeno izogiba s pogledu, da ji mora Marina obrniti glavo k sebi. Ampak saj drugače so čisto v redu. Ne, čisto v redu ljudje ne ponižujejo drugih. Marina je odločna, a ni čisto prepričana, ali je prav, da včeraj govori o tem, da jo ščuva proti puncam, s katerimi bo morala hčera nekako shajati. Zorka. Otroški pogled jo skoraj moleduje, naj se vendarle ustavi, ampak mora kot mama povedati svoje. Postavi se zase, glavo in ramena pokonci, pogled naprej. Več imaš v glavi kot katerakoli avša na ulici. Nikoli na tem svetu ne bo zmanjkalo hudobije, lahko pa jo premagaš, če ji ne priznaš veljave. Ko boš ti s svojo brihnostjo iz sebe naredila, kar boš želela, te bodo te frajle hodile modledovati za znanje, kakor Marina zdaj premolkne, saj ni prepričana, ali se ni zadeve nemara lotila z napačnega konca. Kakor navadne ciganke. Bilo je največ, kar je zmogla. Hvala, Edard. Čisto drugačen vzgojni stil od None. Zakaj se Marina odloči, da bo svojo hčer, do neke mere tudi malo razvajeno hčer, vzgajala
drugače? Zakaj je to pomembno za pripoved? Ja, predvsem noče, da bi končala tako kot ona. Ne? Marina se po mojem zaveda, da pač ni najbolj optimalno bila vzgojena, ne? In svojih hčerki ne privošči tega, po drugi strani pa tudi ni... Nona je zelo zacementirana v svojih prepričanjih. Ne? Nona je fanatično verna, kar ni zanemarljivo, medtem ko Marina je že zdavnaj obupala nad Bogom, ne? In je tudi na nek način v tej vzgoji precej moderna, bi jaz rekla, dosti sodobna. Čeprav zelo danes bi rekli ne, permisivna. Ampak se mi zdi, da predvsem Marina funkcionira nezavedno, ne? In da predvsem ne privošči Tamali, da bi kakorkoli kaj prišlo na pot, kot je njej. Ampak Tamala odrašča, Tamala je najstnica, Tamala bo kmalu stara 20 približno. Tamala začne vzgajati ta staro, ne? In Tamala postaja tudi politično aktivna, predvsem pa se Tamala, kot kaže, zaljubi. To je skratka neka točka, na kateri Tamala stisne gumbe Marinine, ne? Te tudi nezavedne. Skratka, Marina zasluti, da bi njena hčer lahko bila malo preveč podobna očetu. Zakaj jo to tako ogroža? Jaz bi prej rekla, da zasluti, da gre po njenih stopinjah, ne? Nisem tega tako videla, ampak mi je zelo zanimivo. Ja, ne vem, morda pa... Jaz bi prej rekla, ko Tamala tako občuduje tega svojega fanta, ki je socialist, ne? Ki je zelo politično aktiven, gre Marini to blazno v nos, ampak njen mož je bil tak, njen mož je šel, ona je bila razočarana, ne? Ampak pojavi se ta njen aktivizem, recimo, ali pa zametki tega aktivizma, Kar se pri Marini ni, ne? Hkrati v nekem času, ko se spet pojavi njen oče. Ne? Skratka, časovno to sovpade. Marina se ustraši, nek tak zelo bazičen, elementaren strah ima, da ji bo vzel otroka, ne? Na nek način, da se bo pojavil in da ga bo imela Zorka raje kot njo. Ja, ja. To se mi je zdelo, to, kar si rekla, da funkcionira zelo nezavedno, ne? Da ima zelo take tudi zelo prvinske, neke primarne strahove. Ne? To sem... Ja, tudi na koncu, ne, zdaj konca ne bi povedala, ampak tam, ko se odloči, da bo ona svojo hčerko pretepla s pasom, ne, to je pač vse iz strahu, ne, in pa mogoče tudi Nona je mogoče tudi funkcionirala na bazi enega blaznega strahu, ne? Čeprav Marina to drugače počne in že tudi reflektirano, zato se pač knjiga dokaj srečno konča, ne? Relativno. Ampak ja, ona ves čas je preganjana, bi jaz rekla, Marina, ne? Medtem ko Zorka odrašča v neko pogumno, aktivno, emancipirano žensko, ne? Hkrati pa Tamala totalno hendla Nono. Tamala se Noni ne pusti zmotati s temi nekimi strogimi forami, pa s tem nekim katolicizmom, pa to sploh ona tega ne šljivi. Ona pride in jo žgečka, dokler se Nona ne začne smejati. To je to. To je pač in Nona reagira in pač to je odrešitev tudi na nek način za Marino, ki to gleda, ne? Čeprav je jo malo zbode, da ona tega ni znala, ne? Zdaj se mi je še kar duhovito, ko si rekla, da je moderna pri svoji vzgoji. Nanašala sem se na to, da je to nek zelo... Ja, jaz bi rekla, da je to vendarle feminističen roman. Ampak ne... Čeprav Marina nikakor ni feministka. Ja. Tako da, če smem sam en odlomek. Ne? Marina politiki, podobno kot veri, ni pripisovala posebne veljave. Izmaknila je moža in prizadejala nenehno blodenje po svetu, je lopnila po betici z večnim ponižanjem, ker je Slovanka, za premnoge Tržačane defektna in zapacana sužnja, in razdelila njen svet na črno in belo, medtem ko se je Marina od nekdaj počutila zgolj sivo.
Če je po naključju v roke dobila časopis, je polistala do novic z gospodinjskimi nasveti. Kako čustiti po tleh z vinskim kisom in soljo, to je zares pomembno, ne pa nenehno kričanje o fašistih in socialistih, kaj neki naj s tem. Zaradi politike padajo stoletne oljke in preponosni ljudje, nihče pa zlepa ne spregleda. Zakaj si jih dala vendarle, če se vrneva na začetek, ne? Zakaj si jih dala tako gospodinjsko, izrazito gospodinjsko vlogo nekoga, ki ni pravzaprav skoraj nič brez moža, na kogar do neke mere čaka, brez otroka, ki bo mogoče šel, in vseeno te matere. Kaj je tisto, kar čakamo, da se v njenem razvoju zgodi? Nisem prepričana, če znam odgovoriti, ne. V resnici sem ves čas, ko sem pisala, sem ves čas hotela dati Marini neko aktivnejšo vlogo. Ne nazadnje, že ko so bile v Trstu, ne, je pač, takrat v Trstu so bila prva ženska društva, prva ženska gibanja, vse je bilo. Trst je bil dejansko zibelka na tem koncu sveta, tega nekega feminističnega osamosvajanja in to. Ampak Marina, jaz je enostavno nisem slišala take, ne vem, to se zdaj sliši pač tako za lase privlečene, pač lahko bi dala kaj noter. Sam se mi zdi, da se ne ujame s tem, kako sem jaz Marino dojemala, ne, ker pač prideš slej ko prej pri romanu, ki imaš več časa, mogoče pri kratkih zgodbah ne toliko, ne. Prideš do tega, da poslušaš svoj lik in kaj ti pravi in ni ona ta človek. Nikakor ni heroj, ne. Čeprav na koncu pripomore k temu, ne, na samem koncu knjige. To je šele njen začetek, to je začetek njene preobrazbe, to smo čakali, recimo, ne. Ker je Marina vendarle nekdo, ki zares živi predvsem skozi druge osebe, ne, skozi osebe okrog sebe. Mogoče je celo katolicizem gor ali pa dol babica feministka. Nona je absolutno, Nona je emancipirana ženska, ne. Čeprav ima pač to neko svojo foro tega katolicizma. Mal me je, to je ful odzvanjalo z mano, se mislim, da si tudi to odlomko brala, ko si jih Marina to reče, ne vem, a se z Darjo pogovarja, votle ženske. Mi smo votle ženske. Kako to, da si prav ta izraz uporablja, tako se mi je zdaj zelo močen, no? To čisto tako. Ja, tako se je ona po moje počutila, ne, glede na to, da ni zmogla ene same pač odločilne akcije. Ne vem, tako, ne vem, in mogoče lahko razložim s tem, da sem enkrat šla v Londonu v galerijo Saatchi in sem tam videla razstavo, ki me je najbolj ganila od vseh, pač kadarkoli. In to so bile, zdaj sem pozabila na žalost avtorico, neka pač, mislim, da palestinska ali celo neka iz arabskega sveta, v glavnem ženska, je naredila celo ogromno dvorano v galeriji, je prekrila z praznimi, votlimi, pač tako, ženske iz alufolije so bile, vsaka je bila drugačna, vse so bile pa pokrite, pač po telesu in po laseh. In so molile in vsaka je bila v drugi pozi, ampak to je bila cela ogromna dvorana nagužvana votlih žensk. Ne vem, mene je to strašno ganilo in zato mogoče sem odtle to počrpala. Ne znam pa točno razložiti, bolje simbolično kot kaj drugega. Tudi to smo opazili v teh odlomkih. To je roman, ki se dogaja, skratka, ne, in v Trstu ali pa na Primorskem in na Štajerskem in v Istri. Koliko si se ukvarjala z jezikom? To ni roman napisan v narečju, je pa roman, ki ima neke posamezne izraze, ki jih lahko povežemo z nekim geografskim področjem. Koliko je bil to napor, koliko je bilo to nelagodje, koliko si se mogla s tem zelo aktivno ukvarjati? Ja, glede na to, da je to moj pogled čisto od zunaj, ne, in na begunstvo in na primorsko begunstvo in tako,
sem se že takoj na začetku odločila, da ne bom nobenega niti arhaičnega jezika, niti narečja uporabljala. Mogoče te posamezne Italijani so skozi Italijani, niso Italijani, ne. Ali pa, ja, parkrat se pojavijo, kakšno, ne vem, porco dio, dio mio, pa take. Ampak dejansko sem se odločila, da sem jaz kot zunanja opazovalka nisem dolžna slediti tem lokalnim pač akcentom, narečem, ničesar nisem upoštevala, ker bi želela, da se to tudi tako bere, ne? Da se bere kot roman, ki gleda na begunstvo od zunaj. Če bi se lotila, bi sigurno kaj spalila, bi morala dati pregledovati ljudem, ki bi rekli, zakaj pa nisem jaz tega napisal, zakaj pa ti to pišeš. Ja, hitro bi se zaštrikala, lahko je. Je pa mogoče za razliko od mojih ostalih knjig jezik zborni, ne? Ker prej je bil precej bolj pogovorni. To je bilo kar šokantno, moram reči. V tvojih 3 prejšnjih knjigah je pravzaprav to, da tvoji junaki, tvoje junakinje neskončno veliko blebetajo, skratka slogovno so bile to zelo živahne knjige, ne, kar je tudi meni bilo zelo ljubo. Koliko si se mogla tle boriti, da je pa to vendarle precej bolj zadržano, koliko pridevnikov si mogla ven počrtati, koliko je bilo to tudi mogoče na uredniški ravni nek proces, ki te je zelo veliko stal? Na uredniški ravni presenetljivo ne. Bolje je bilo to, da sem jaz pač za razliko od ostalih svojih knjig, ki so nekako bruhale iz mene, to vlekla iz petnih žil, ne. Pa se že na tem pozna, da je pač mogoče malo bolj... Da je več distance? Ja. A se spomniš, ko sva imeli pogovor o tvojem prejšnjem romanu Vija vaja ven, čist na koncu, smo se pogovarjali o tvojih prihodnjih projektih. In čist pri vratih je stal Primož Šturman, on je tržaški oziroma zamejski avtor slovenski. In ko si rekla, da boš pisala o Tržačankah, je zastrigel z ušesi, da bo zelo pozorno bral to, kar boš pisala in za kakšno izkušnjo bo šlo. Tega se bojim. Tega se bojiš. Ampak, a te je bilo tega vendarle ful strah, oziroma kakšen je bil proces, a je šlo za neko obilno raziskavo, a si se zapodila v Trst, v knjižnico? Sem šla, ampak kot rečeno, o tem, kar sem se jaz odločila pisati, o intimnih izkušnjah žensk vsakdanjih, nisem našla nič, ne. In pa sem se odločila, tako kot verjetno v vsaki knjigi, vsak avtor, imaš nek trenutek, ko rečeš, saj jaz to pišem, si bom pa že vzela to svobodo, ne. Pač ni rečeno, da je to, kar se je zgodilo, ampak je pa to, kar sem si jaz zmislila. Kaj pa je kak naslednji projekt? Ja, sem se pogovarjala z Gogo, ne, to je, pri prejšnjem pogovoru si mi rekla, da menjam založbe kot spodnje gate. No, tega ne nameravam več početi, razen če bo Gogi moja knjiga odvratna ali pa kaj takega, ne vem. Sem se menila za naslednji projekt, ki bo roman, ki bo časovno potekal v rikverc. In bo roman, ki bo spet bliže sodobnosti, mogoče pa temo še malo zadržim, če bo se še kaj spremenjalo. Z Gogo se menim. A mislim, da Goga podpira tudi kratko prozo, ne? Lahko kdaj pričakujemo še kakšno zbirko kratke proze? Jaz imam te odkruške kratke proze, ki so sami štrcli, že dolg časa jih zbiram, ampak ne pašejo skupaj. Tako da, ko jih bom v neko smiselno celoto razvrstila, sigurno bom še kdaj kaj kratkega. Ja. No, nisi še obupala, ok. No, super. Skratka, potem pa se jaz zahvaljujem najprej tebi, Edvard, za dobro družbo. Hvala, Maja.
vam za tako prijetno poslušalstvo. Zdaj imate izjemno priložnost, da kupite knjigo z, mislim, da 20% popustom nocoj in mislim, da jedr že vsaj en mesec od izida srbijo prsti, da komu kaj napiše od ponosa. Tako da drugače pa lep večer. Hvala.